Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci v prvih poletnih dneh. Čeprav se je poletje glede na visoke temperature začelo že pred časom, ta teden zapirajo vrata učilne zidane, v teku so volilne kampanje za državnozborske volitve, v preteklem tednu pa smo tudi v domačem okolju zabeležili nekaj odmevnih dogodkov. In kaj vam ponujamo ta teden v programu informativne oddaje lokalne televizije? 180-letnico rojstva dr. Josipa Vošnjaka slavnostno obeležili z bistriškim taborom. Muzejska poletna noč privabila v Bistriški grad številne obiskovalce. Na tiskovnih konferencah v Slovenski Bistrici stranke predstavile svoje kandidate za državnozborske volitve 13. julija. Na Pohorju zgorela 300 let stara Matevževa koča. V športnem bloku v kraljevski etapi kolesarske dirke z vzponom k Trem kraljem in uspehu mladih kegljačic iz kegljaškega kluba Impol. V rubriki Lokalne novice poročamo o dogodkih, ki niso zaznamovali samo preteklega tedna, ampak bodo morda vplivali tudi na prihodnost. V petek, 20. junija, je Bistriški mestni park ponovno oživel. Množica obiskovalcev se je namreč udeležila bistriškega tabora, ki ga je Zavod za kulturo organiziral v čast 180-letnice rojstva dr. Josipa Vošnjaka, politika, zdravnika, pisatelja in narodnega poslanca ter buditelja, ki je zadnja leta svojega življenja preživel na Visolah nad Slovensko Bistrico. Zakaj naslov prireditve Tabor? Tabori so bili slovensko politično gibanje v obdobju od 1868 do 1871, ki so ga zaznamovala velika zborovanja na prostem in so izražali podporo jezikovni enakopravnosti, na koncu pa zahteve zapisali v resoluciji, ki je večkrat vsebovala tudi praktične lokalne zahteve. Bistriški grajski park se je za nekaj ur prelevil v slikovito podobo 19. stoletja, kjer so se po promenadi sprehajali meščani v svojih znamenitih nošah. Stojnice so ponujale obrtniške izdelke takratnega časa, na ogled so bila stara kolesa, gasilska cisterna, avtomobili, zapravljivček pa je prevažal obiskovalce po parku in ulici. Z odra je donela slovenska narodna pesem domačih pevskih zborov in gostov ter preroške besede velikanov slovenske književnosti. Možnaristi so s polkanjem naznanili začetek in konec slavnostnega shoda, gasilski godbi sta igrali koračnice, slavnostna govornika, župan dr. Ivan Žagar in dr. Ferdinand Šerbel, pa sta spregovorila o pomembnosti shoda in spomina na dr. Josipa Vošnjaka, ki je kot eden najbolj dejavnih poslancev zagovarjal taborska gibanja in pravice takratnih Slovencev. Govornika sta v svojem nagovoru omenila tudi trenutno politično stanje v državi, globalizacijski problem obstoja slovenskega jezika ter vse manjšo narodno zavest ter državljansko pripadnost. Celotno prireditev bomo predvajali naslednji teden ob istem terminu, ki je določen za informativno oddajo. Regiment po cesti gre, pa moj fanti zraven je. Srca veselega, pa
21. junija že tradicionalno po vsej državi odprejo brezplačno vrata kulturne ustanove, obiskovalci pa si lahko brezplačno dolgo v noč ogledajo vsebino njihovega delovanja in mnoge dogodke, ki so povezani s tako imenovano muzejsko poletno nočjo. Tudi Bistriški zavod za kulturo je na ta dan ponudil brezplačno na ogled vse svoje stalne zbirke ter razstave, za otroke pa pripravil posebna presenečenja. Na grajskem dvorišču so potekale delavnice, lepotilno kotiček, otroci so spoznavali viteške igre, okusili domačo kulinariko, prepevali, fotografirali, občudovali stare avtomobile, ki jih je na ogled postavilo Avtomoto društvo Klasik iz Slovenske Bistrice, nekateri pa so v gradu tudi prespali. Za uspavanko so poslušali zgodbe in odkrivali skrivnosti grajskih soban, ter se po vznemirljivi, a bogati noči polni doživetij zbudili v krasno nedeljsko jutro. Parlamentarne volitve 2014. V ponedeljek 23. junija je občinski odbor stranke Socialnih demokratov Slovenska Bistrica v prostorih območne organizacije sklical tiskovno konferenco, na kateri se je predstavil magister Jožef Pipenbacher, kandidat Socialnih demokratov za poslanca v državnem zboru. Zdaj, vso svojo kariero, pravzaprav od leta 1989, od Markovičevega zakona do danes gradim kot podjetnik, deloval sem na različnih področjih, na področju turizma, gradbeništva, prevzemih, prodaji družb, sanaciji družb, trgovin na veliko in drobno in na financah, tako da izkušnje so bogate. Zdaj, zakaj kandidiram za državni zbor? Zaradi tega, ker verjamem, da lahko svojimi izkušnjami, svojim znanjem prispevam k uresničitvi programa, katerega imamo socialdemokrati, in pa kar je ključno zame, da ohranimo ali pa ponovno vzpostavimo socialno državo, v kateri bo pomembna vloga posameznika, da zagotovimo dostojno življenje vsakemu Slovenku in Slovenci, Slovenki in Slovencu, da bomo imeli urejen zdravstveni sistem, dostopen, medgeneracijsko usklajen, solidaren pokojninski sistem, šolski sistem, kot je bil z strukturnimi spremembami, in pa gospodarstvo, ki ohranja delovna mesta in ustvarja nova delovna mesta. Seveda bodo tu potrebne določene spremembe v davčni zakonodaji, delovnopravni zakonodaji in pa opredelitev strani države, katere so strateške panoge, kot je že omenil gospod Janko Weber, in te strateške panoge spodbujati in jih nadgrajevati in jih potem, bom rekel, napraviti konkurenčne, tako v evropskem prostoru kot svetovnem merilu, hkrati pa poskrbeti, da ne bomo pozabili na človeka, na posameznika. Ključna vloga države se mi zdi še v eni točki pri skrbi za premoženje, za to srebrnino, ki še ima Slovenija. Tu mora država odigrati svojo vlogo, vendar je treba pač enkrat resno sprejeti slogan, ki ga pravimo ali pa že ponavljamo, da se naj politika umakne iz gospodarstva, naj se umakne v smislu operative, vendar pa mora delovati korporativno kot gospodar in postaviti ustrezne nadzorne svete, poskrbeti za ustrezno vodstvo v firmah in pa za doseganje ciljev, se pravi, da država dobi dividendo, da ohranja delovna mesta, da ohranja gospodarske subjekte. Na lokalni ravni se mi zdi ključnega pomena zahodna uvoznica do Impola, umestitev v prostorske državne plane, zaradi tega, da se omogoči nadaljnji razvoj industrijske cone Impol, ki je izrednega pomena za Bistrico. Hkrati pa dobimo tudi razbremenitev prometa, kar pomeni, da lahko v mestu razmišljamo o več mirujočega prometa, enosmernem prometu in pa nekako v oživitvi centra z drobnim gospodarstvom, z storitveno dejavnostjo, zdaj, ko se je pravzaprav vse skupaj odselilo v te velike trgovske centre. Skupaj s predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije Jankom Webrom sta predstavila tudi program Socialnih demokratov za prihajajoče volitve. In tukaj moram poudariti, je Jožef Pipenbacher zagotovo eden od tistih kandidatov, ki je v svoji poslovni karieri dal vse te poti skozi. Bodi si skozi vodenje podjetij,
ki so delovala znotraj gradbeništva, in investicije so tiste, ki so v Sloveniji izjemno pomembne, zato da lahko ponovno dodatno dvignemo in obudimo gospodarsko rast. Turizem je pa zagotovo tudi ena od tistih izkušenj, s katero se je Jože Pipenbacher v svoji poslovni karieri že srečal, in to so izkušnje, ki bodo izjemno dragocene tudi v primeru njegove izvolitve v Državni zbor, in prepričan sem, da bo poslanska skupina Socialnih demokratov s temi izkušnjami zelo veliko pridobila. Tako da je njegova odločitev za to, da kandidira v 7. volilni enoti in v volilnem okraju, kamor spadajo občine Makole, Poljčane, Oplotnice in Slovenska Bistrica, lahko velika priložnost predvsem tudi za ta volilni okraj. Kajti gospodarstvo, delovna mesta, turizem, infrastruktura je zagotovo nekaj, o čemer bo lahko v zelo veliki meri tudi Jože povedal v svoji predstavitvi. To so izzivi in priložnosti za to območje. Kot ključno prioriteto sta izpostavila nova delovna mesta ter pravično in solidarno Slovenijo. V ponedeljek 23. junija je občinski odbor Slovenske demokratske stranke Slovenska Bistrica v sejni sobi občinskega odbora sklical tiskovno konferenco, na kateri je kandidat za poslanca Jožef Jerovšek predstavil okvirni program izpeljave predvolilne kampanje. Meni se posebej predstavljati, seveda pred vami ni potrebno po svojih osebnih karakteristikah, ker ste se že dolga časa poznamo, smo pa pred volilno kampanjo ali pa že v volilni kampanji, ki je tokrat zame 6. vendar je vsakokrat volilna kampanja drugačna in poteka v drugačnih okoliščinah. Naj rečem, da bo naša volilna kampanja kvalitetna in ljudem prijazna kampanja, bo v bistveno ali pa precej na nižjem, kaj se temu po zunanjem, bi rekel, izgledu, drugačnem nivoju, zato ker enostavno smo soočeni s tem, da so letos 3 volitev, da je bil še referendum in da se je stranka pravzaprav morala razporediti svoja finančna sredstva in da je na razpolago relativno zelo malo finančnih sredstev. Poleg tega pa, kot veste, pravne osebe političnih strank več financirati oziroma donirati ne smejo. Zaradi tega bomo mislim, mi ne bom imel posebnega najetega avtomobila volilnega, bom pa svoj osebni avto primerno priredil, da bom razpoznaven. In seveda želim, tako kot v prejšnjih kampanjah, obiskati praktično sleherno vas. Zavedamo se, da je to daleč največji volilni okraj. Mislim, da je število prebivalcev že prebilo 37 000 ljudi. In to je seveda za kandidate določen hendikep, ki ti svoje predvolilne dejavnosti ne morejo upraviti tako temeljito, se tako približati ljudem, kot se želijo približati. Sej jaz sem takšen, da z svojo energijo, upam, da me ne bo zapustila v času volilne kampanje, ne skoparim. In tudi tokrat bom to rešil tako, kot sem rekel, da se približam čim več ljudem, da čim več ljudem sežem v roko, da jih čim več nagovorim. Ne bomo pa v tej kampanji tudi iz teh razlogov, kot sem rekel, in zaradi skrčenega časa prirejali velikih prireditev na mestnih trgih, kajti tudi Bistrica je z selitvijo trgovine in vsega življenja izven centra postala pravzaprav težavna glede organiziranja tega, ampak tudi stranka se je tako odločila na slovenski ravni. Trdno smo prepričani, da bodo ljudje prepoznali naš program. Jaz verjamem, da bom obnovil pogodbo o zaupanju tudi za naslednji mandat, kajti sam sem tak, kot sem bil vedno doslej, se ne spreminjam in tudi se je doslej pokazalo, da ni bilo nikdar očitkov, ker jih tudi ne obstaja, glede moje kredibilnosti in odnosa recimo do ničelne tolerance, do sleherne korupcije in tako naprej.
Na novinarski konferenci je sodelovala tudi poslanka Evropskega parlamenta in donedavna podpredsednica Državnega zbora Romana Tomc, ki je nekoliko podrobneje predstavila delo in položaj poslanca Jožefa Jerovška v parlamentarnem kolesju mandata 2011-2014. Stranka ga je izbrala kot najboljšega kandidata iz tega področja in mu s tem, ko kandidira, pač dala tudi neko priznanje. Jaz sem prepričana, Jože, da boš dosegel odličen rezultat, ti osebno, da bo tudi Slovenska demokratska stranka dosegla odličen rezultat in seveda, da nam potem skupaj uspe uresničiti ta program, ki je zaenkrat samo še tukaj noter zapisan, ampak prav gotovo tokrat ponovljen in zelo jasno začrtan v glavi, da ga bomo skupaj tudi uresničili. Jaz bom pomagala, kolikor se bo dalo iz svojega drugega delovnega mesta oziroma iz Bruslja, Strasbourga in tako v povezavi z Ljubljano. Mislim, da je to zelo pomembna povezava, kolikor sem jo do zdaj spoznala. Ni tako, da je Bruselj zelo oddaljen od Slovenije. V Bruslju se sprejemajo pomembne reči, ki vplivajo tudi na naše življenje. Z Jožetom bova pa tukaj sodelovala. Prav tako je v ponedeljek 23. junija občinska organizacija Demokratične stranke upokojencev Desus Slovenska Bistrica v gostišču Golob na Zgornji Polskavi organizirala srečanje s predsednikom stranke Desus Karlom Erjavcem. V stranki Desus lahko rečem, da smo lahko optimisti, pa vesel, da je danes z nami tudi naša kandidatka za državno-zborske volitve, za poslanko državnega zbora, gospa Irena Majcen. Jaz sem prepričan glede na vzdušje na terenu in tudi glede na javnomnenjske ankete, da nam bo tokrat uspelo, da bo gospa Irena Majcen nas zastopala v državnem zboru. Jaz v to verjamem. V to sem prepričan. Vendar, če želimo to doseči, se bo moral vsak od nas še malo potruditi. In zlasti jaz mislim, da glede na to, da imamo 600.000 upokojencev in da približno 200.000 upokojencev sploh ne gre na volitve, da je naša naloga, da te upokojence prepričamo, da pridejo na volitve in da nam dajo glas, da nam dajo možnost, da bomo lahko močnejši v državnem zboru in tudi v vladi. Ker povem vam, da bo zelo težko v prihodnje braniti pokojnine, regrese, javno zdravstvo, javno šolstvo in vse to, kar se nas dotika, če bomo imeli zgolj 5, 6, 7 poslancev. Jaz mislim, da bi bilo prav, da upokojenci enkrat dajo tudi svoj glas za stranko Desus, da nam zaupajo, zato da bomo močnejši in da bomo lahko uveljavili naš program. Zelo pomembno se mi zdi, da smo končno tudi uspeli realizirati strateško partnerstvo z Zvezo društev upokojencev Slovenije in tudi vse predsednike društev upokojencev, ki ste danes tukaj, vas zelo lepo pozdravljam in sem vesel, da bomo skupaj delali za boljši rezultat. Na srečanju se je predstavila tudi kandidatka stranke Desus za poslanko v drugem volilnem okraju 7. volilne enote Irena Majcen. Upokojenci ste prav gotovo tista generacija, ki ste skozi svojo življenjsko ustvarjalnost dodali tisto vrednost v slovenskem prostoru, zaradi katere je lahko pred leti Slovenija zakorakala smelo k novemu razvoju. In ni ga, ki bi vam to vaše delo, ta vaš prispevek hotel ali želel odvzeti. Desus se bo vedno boril za to, da se vam to prizna. To je eno osnovnih načel, ki ga Desus zagovarja. Res je, da so v teh težkih časih tudi v javni upravi, jaz sem sama zaposlena v javni upravi, pa veste, da javna uprava ima zelo veliko ljudi, šolstvo, zdravstvo, sama uprava, to so vse javni uslužbenci, znižali plače, ravno zaradi tega, ker je sedaj so težki časi. Ampak te plače so, bi rekla, na drugi ravni, kot so pokojnine. Predsednik je navedel,
nažalost je veliko upokojencem dana premajhna pokojnina. Težko se je preživljati s tako pokojnino. Tudi ta meja ali regresa ali ne regresa je, tako kot vedno v življenju, nepravična. Posebno še, če je nekdo blizu meje. Zato si bom osebno, poleg tega, kar je že predsednik povedal, res zavzemala za to, da se pokojnine čim prej začnejo usklajevati z rastjo plač oziroma z gospodarsko rastjo. Namreč v tem času, ko pokojnine pa stagnirajo, se je v cenovnem razmerju, predvsem pri stroških, in to pri takih stroških, kjer se ne da nič prišparati. Vi prav gotovo veste, da v občini Slovenska Bistrica smo bili dovolj glasni, pa premalo glasni ali pa premalo uspešni, da bi se komunalne storitve ne podražile, ampak to so ene izmed podražitev, ki jih doživljamo vsi vsaki dan. Torej, eni z nižjimi plačami, eni z zelo nizkimi pokojninami in seveda zato je treba se zavzemati, da se pokojnine začnejo usklajevati z gospodarsko rastjo. Zdaj, pri vsem tem je seveda pri dajanju obljub najlažje, potem pri realizaciji seveda težje. Je pa res, tu pa moram poudariti, treba je biti izvoljen. Eno je biti kandidat, obljublja, eno je biti pa izvoljen. Za izvolitev pa potrebujemo vsi skupaj veliko število glasov. Namreč dogaja se, da že pri volitvah v Evropski parlament udeležba na voliščih ni bila visoka. Nam, stranki Desus, je uspelo. Jaz si želim, da bi pri parlamentarnih volitvah stranka Desus dosegla glede udeležbe več udeležbe in boljše rezultate. Namreč v parlamentu pri 90 poslancih, pa če vzamemo, da sta dva narodnostna, torej ostane 88, je treba imeti neko kapaciteto, neko moč. Prepričana sem, da smo v stranki Desus sedaj predlagali kandidate, ki po volitvah ne bodo imeli težav, ki bodo tako po izobrazbi in tudi po premoženju, torej niso tajkuni, po premoženju čisti. Torej bomo vsi izvoljeni potem lahko, ali pa bomo mi od vseh izvoljenih lahko pričakovali držo, o kateri danes govorimo. Da to dosežemo, je treba tudi tiste, ki sedaj še ne vedo, ali bi šli na volitve ali ne, nekako popeljati na volitve. Uvodoma je predsednik stranke Karl Erjavec nanizal nekaj ključnih usmeritev stranke v prihodnjem mandatu. Predstavila se je tudi Danica Sagadin Leskovar, ki bo kot neodvisna kandidatka predvidoma s podporo stranke Desus kandidirala za županjo občine Slovenska Bistrica na jesenskih lokalnih volitvah. Parlamentarne volitve 2014. Policisti bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, vlom, 5 poškodovanj tuje stvari, 1 požig, 3 goljufije in ostalo. Črešnjevec. Neznani storilec je z ostrim predmetom poškodoval osebno vozilo, škode za 450 evrov. Mostečno. Neznani storilec je iz odklenjene lope ob stanovanjski hiši ukradel bencinsko kosilnico, škode za 100 evrov. Pohorje. Preko noči je v celoti pogorela Matevževa koča, stara približno 300 let. Obstaja sum, da je bil požar podtaknjen. Škode je za 35 000 evrov. Kebel. Neznani storilci so vlomili v nenaseljeno stanovanjsko hišo, iz katere niso odnesli nič, zaradi vloma pa je škode za 700 evrov. Slovenska Bistrica. Neki nepridiprav je vlomil v gostinski lokal, iz katerega je odnesel manjšo količino cigaret, škode je za 200 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 4 prometne nesreče, podali 2 obdolžilna predloga, izdali 31 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 6-krat.
V nedeljo 22. junija se je v Novem mestu končala 21. kolesarska dirka po Sloveniji. Zadnjo etapo je po pričakovanem šprintu dobil Italijan Elia Viviani. Skupni zmagovalec letošnjega tekmovanja pa je Portugalec Tiago Machado. Glavni odločilni del enega izmed večjih športnih dogodkov je potekal že dan prej, ko so kolesarji prevozili 192 km dolgo kraljevsko etapo od Rogaške Slatine do Treh kraljev. S posebnim zanimanjem smo spremljali zadnji odločilni vzpon do Treh kraljev. Po zanimivem obračunu je slavil Italijan Francesco Bongiorno. Rumeno majico je oblekel Portugalec Machado, medtem ko je bil izmed Slovencev najboljši Christian Koren, ki je za ostankom 41 sekund osvojil 7. mesto. Ne, vedeli smo, da etapa bo težka in vse se bo odločilo na zadnjem klancu in ni nobenega razočaranja. Na koncu je zmagal najboljši, tisti, ki je imel največ v nogah, tako da ne več, glava je po konci in smo že da forma se stopnjuje, tako da z Tour de France smo ta pravi. Še morda beseda dve samo o organizaciji tukaj te etape. Ne, tudi sam organizator ve, da vsi tevi kolesarji, ki so prišli na to dirko, so prišli zaradi tega, ko vejo, da vse organizirano uredi in vse ni nobenega strahu in tudi kar sem govoril z ostalimi kolesarjami, da na take organizacije in na kakšnih sploh večjih dirkah se lahko skrijo, tako da je vse pohvale gre organizatorjem, ko vsak let se pridobijo večje ekipe z večjimi imeni, tako da mislim, da vsak let bo boljši. Bistriški ljubitelji kolesarstva so že pred zaključkom kraljevske etape vrhunske kolesarje dvakrat pozdravili v svojem mestu. Prvič so kolesarji v Slovensko Bistrico pripeljali v krožišče pri bencinski črpalki MOL in zavili proti Oplotnici. Drugič pa so gledalci tekmovalce videli pred vzponom na Tri kralje. Sicer pa so organizatorji poskrbeli za bogat spremljevalni program. Osrednji dogodki prireditve Vsi na kolo za zdravo telo so se vrstili pred športnim parkom na Partizanski ulici. Zbrane so dopoldne nagovorili domači organizatorji, župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica Marjan Štimec in Božo Juhart-Jakec. Sledila je krožna vožnja za najmlajše in osnovnošolce starši, skupaj jih je sodelovalo kar okoli 100. Pred glavno dirko je vzpon na Tri kralje opravilo še okoli 50 rekreativcev. Za varnost so poleg gasilcev in policistov poskrbeli tudi člani motorističnega kluba Grofi Atemsi Slovenske Bistrice. Glavni pobudnik prireditve po zaključku kolesarskega praznika ni skrival zadovoljstva. Ni važno, da zmaga, zmagali smo vsi mi v Slovenski Bistrici in hvala lepa še enkrat vsem deležnikom, ki so pomagali organizirati to dirko, vsem sponzorjem, župana občine, vsem, ne vem, presrečen sem, ko vidim, koliko gledalcev tu na cilju in koliko gledalcev je bilo v progi. Jaz mislim, da je danes zmagal šport. Ne glede na to, ali kolesarstvo ali kdorkoli, zmagajo šport in zmagali smo vsi tisti, ki smo tukaj. Pravzaprav se je pa odlično izkazala ideja, da pripravite tudi zanimiv spremljevalni program. Ja, jaz upam, da to ni zadnjič, da je to prvo, so pa pritiski drugih že veliki, ampak jaz upam in verjamem, da smo tako dobro opravili svojo nalogo za odliko, tako je dejal tudi direktor dirke, s katerim sem prevozil polovico te etape, da je velika verjetnost, da bo naslednji gorski cilj tudi v naslednjem letu v Slovenski Bistrici oziroma na Treh kraljih. Kolesarska dirka je bila tudi izjemna priložnost za širšo promocijo občine Slovenska Bistrica. Pa je to dogodek, ker so se Trije kralji in Slovenska Bistrica v zadnjih tednih tako rekoč dnevno pojavljali v vseh medijih in tudi skozi to dirko so se pokazali lahko naši kraji, torej lepote naših krajev. Ne nazadnje, kar zadeva kolesarstva, se je pokazal pravzaprav naš naravni stadion, ob vseh drugih stadionih, ki jih imamo. In jaz mislim, da je torej to priložnost, ki jo je seveda smo vsi skupaj znali izkoristiti, zato gre tudi seveda čestitka vsem pobudnikom, organizatorjem. Tu je že potrebno izpostaviti gospoda Juharta Jakeca tukaj iz Treh kraljev,
No, sicer pa jaz verjamem, da je to lahko tisto, kar tudi ali pa na čem lahko tudi v prihodnje seveda gradimo bolj na dolgi rok. Ko se namreč pogovarjamo o neki ponudbi, potem gre v tem primeru v bistvu za ponudbo športa, turizma, pa tudi kulturne krajine in vsega ostalega, kar je tu prisotno. Kolesarska dirka po Sloveniji se lahko po kakovosti že primerja z največjimi dirkami, medtem ko je denarna pogača za kolesarje v skladu s kategorizacijo dirke. Da je kraljevska etapa z vzponom na Tri kralje uspela, je na koncu potrdil tudi glavni organizator. Etapa je bila res lepa in takih etap si na kolesarski dirki po Sloveniji samo lahko še želimo, prav tako pa tudi tekmovalci, kolesarji, ki so bili s potekom trase zelo zadovoljni. Žal tokrat nismo bili priča slovenskemu uspehu. Ja, tukaj je pa tako, tukaj so pa fantje, ki so spredaj top klasa, ki bojo igrali pomembno vlogo tudi na Tour de France, ki se začne čez 14 dni. Tako da tukaj smo pa mi Slovenci bili žal malo prekratki, računali smo na Korena, ampak žal se ni šlo. Seveda pa boste vse to dogajanje nekako nadgrajevali tudi v prihodnjih letih. Ja, upamo, da bo posluh sponzorjev lokalnih oblasti, dirka je priznana, letos imamo ogromno zanimanja novinarjev in poročanja iz tujine, tako da z tako, bom rekel, konkurenco si upamo, da bomo nadaljevali tudi prihodnje. V kegljaškem klubu Impol veliko pozornosti namenjajo delu z mladimi, ki tudi na tekmovanjih dosegajo vedno večje uspehe. Maja Raner in Aneja Kunčič sta v soboto 7. junija na turnirju za državno prvenstvo deklic v Ceršaku med posameznicami osvojili prvo oziroma drugo mesto. Obetavnima kegljačicama je medalje v četrtek 19. junija na keglišču v Slovenski Bistrici slovesno podelil predsednik kegljaškega kluba Impol Ervin Globovnik. Spoštovani, informativna oddaja je končana. Ta teden pa se zapirajo šolska vrata, zato bo na cestah veliko mladostnikov in otrok. Bodite pozorni, previdno pa tudi, če se odpravljate na dopust in naj vas sreča spremlja do cilja in nazaj. Pa še tole, naslednji teden vas vabimo, da si namesto informativne oddaje ogledate prireditev Bistriški tabor v celoti. Pa srečno do prihodnjič.